Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, spet smo z vami in tokrat smo vam spet pripeljali športnika v eter. Z mano je naš eden najboljših gorskih tekačev, tudi najhitrejših, je državni prvak v teku na 3000 metrov in drži hitrostni rekord na Šmarno goro. Timotej Bečan, pozdravljen. Živja. Timotej, ti si drugače tudi novopečen očka. Kar je zelo zanimiv kontrast, ker pri otrocih se mi zdi, da je tak, pri dojenčkih sploh se tak čas malo ustavi. Kako zdaj ti to handlaš, te tvoje hitrostne, pa potem ta nek čist drugi ritem, ki je prišel v življenje? Saj že sama beseda pove, čim hitrej. Ne, v bistvu, ko bi rekel, več je organizacije, vsega tega, ampak gre pač, ko bi rekel, to je, tako bo, spremeniti ne moreš. In pač s tem živiš naprej, zdaj, velikrat si nasmejan, lažje je, tako da, jaz tako na to gledam. No, to je super, v bistvu filozofija taka prilagodljivo se mi zdi, da v bistvu tudi pri tekih, pa pri teh nekih podvigih, ki jih imaš, tudi moraš v glavi biti tako fleksibilen, karkoli pač pride, kako se ti soočaš, ko pridejo recimo pri teku, kaki ti težki trenutki, jaz vem, ti izgledaš, kot da ful uživaš skozi. Ampak jaz sem ziher, da imaš tudi kakšne težke trenutke. Kaj se zgodi takrat v tvoji glavi, da greš preko? Kaj greš preko? Tako bi rekel, pač vsak naleti na problem in v bistvu problemov je več, kakor pa vedno pravim, več je tistih težjih trenutkov, kot pa lažjih, v športu. Ampak pač to je nekaj, kako bi rekel, to so male ovire, ki jih pač moraš preskočiti, da potem rasteš duhovno, rasteš fizično, ne tako višinsko, ampak, ko bi rekel, napreduješ v fizični kondiciji in tako naprej. Tako da, jaz pač tako na to gledam. No, vsaka ovira se mi zdi premostljiva, ampak treba se je pač poglobiti v njo, jo tako iz več zornih kotov pogledati, na tak način. No. Se pravi, imeti cel čas v glavi ta big picture, Vse je za nekaj, vsaka stvar, ki se zgodi, je gradnik nečesa večjega, istočasno pa se tudi posvetiti najbrž vsakemu koraku posebej, Tako. Timotej, na Šmarno goro 11 minut in 20 sekund, to je gor in dol, 11:13, samo gor. Malo sem te sprobala samo, če imamo mogoče kakšne super junake že ampak ne, saj mislim 11 minut, to si jaz sploh ne znam predstavljati, v bistvu, da to je res turbo pogon, ampak zasledila sem v enem tvojem intervjuju, da si v bistvu rekel, da je res pomembno trdo delo, Poleg talenta se tebi zdi bolj pomembno trdo delo. Kaj pomeni v bistvu za tekača trdo delo? V bistvu je čisto enako kot na vseh področjih. Jaz zdaj veliko pač spoznavam tudi svet podjetništva in podobno, tako da dejansko so vzporednice pač enake. Pač, tako kot sem že prej rekel, treba se poglobiti, treba je celostno obdelati zadevo, pač ni samo ena pot, jih je več, pač če ti nekje pač uspe, greš po drugi, na tak način, pač treba je, ampak kot prvo je pa treba uživati v tem. Se mi zdi to ta ključen element. Zdaj tisti, pač ne uživa toliko v gibanju, ali pa se sploh ni nujno, recimo, jaz sem prej košarko treniral, pa ne vem, marsikdo, moj soigralec, ni maral sploh ne teči, ampak je pa, recimo, mogoče rajši igral košarko kot jaz, tako da že v samem športu so razlike, Zdaj, pač treba je to, kar počneš, res treba imeti rad, in tudi, ne vem, mene zanima, mogoče zdaj, če spet napeljem na ta poslovni svet, pač v bistvu vse povezano s športom. Mene ne bo nikoli zanimalo, verjetno, kakšno strojništvo, elektrika, Ampak vse pravim, smo si različni, ampak če imaš to rad, pač razvijaš to naprej, se učiš v tem in to je to pač, na tak način. No sej, tako kot si rekel, če imaš nekaj rad, potem lahko tudi trdo delaš in istočasno uživaš, ker pri nas mogoče velja,
še vedno v teh generacijah starejših, naprimer, ne, naša generacija že gre zelo v to, da moraš nujno delati to, kar te veseli, pa če tudi za ful manj denarja, ne, ampak je bolj pomemben ta experience, užitek, izpopolnitev, medtem ko prejšnje generacije pa so sam trdo delale, pa je redko kdo ljubil svoje delo. Ne. Ja, res je. To je dober point, ja. Po drugi strani pa se mi zdi tudi malo pomembna, precej pomembna podpora, ne. Zdaj vem, da tvoj prvi tek se je zgodil, tek trojk z staršema si šel? V bistvu res, ja, v bistvu res. Je bil to nek začetek, ne? Sta starša te vedno podpirala oziroma sta ti bila vzornika za šport oziroma kaj je tebe v življenju peljalo v to, da si športnik danes? Ja, v bistvu je tako, mami je trenirala kot najstnica rokomet, potem je imela veliko poškodb in podobno, pa je počasi nehala, pač oče pa izhaja iz kmetije, tako da ni bilo prav neki športa, ne. Je pač, ja, kako bi rekel, vile pa vse to, ne. Tudi je neke vrste šport. Ampak nekako pol, mislim, da ko sta zgradila hišo, pa sta se začela pol malo ukvarjati s športom, no in je pač mene mogoče tudi to not potegnilo, no. Ampak jaz res, pač odkar se spomnim, jaz pač imam žogo skozi v rokah, ne vem, na brcam je okoli, vedno sem se sosedi igral in podobno. Tako da dejansko mene šport spremlja, ne vem, kdo mi je to vcepil v glavo, ampak že sam imam tako željo pač po športu, ne vem. Se tudi recimo Elija zdaj, pa ga nič ne silva v pač nobeno stvar, ampak on želi se gibati, ne, in se mi zdi, da ne vem, ali nam je to dano prek genov, ali ne vem, višja sila, ne vem. Je treba imeti pa pol neko okolje, ki te tudi spodbuja, ne. Tako, ja. Najbrž je v športniku v osnovi že ta nek drive, tako kot mogoče v glasbeniku, ki je tudi nek ta drive, da v bistvu hoče ustvarjati, se izraziti na različne načine, ne. Drugače tudi tvoja punca Jasmina je odlična tekačica, ne? Koliko je to pomembno, da v bistvu tudi ona v bistvu teče oziroma pri razumevanju, veš, teh tvojih strasti, no, pa treningov, pa driva, pa vsega tega, koliko je pomembno, da ona tudi? Ja, se mi zdi, da je zelo pomembno pač, da ima ta partnerja, ko bi rekel, isti fokusa, ne. Zdaj jaz tudi pač probam Jasmino čim bolj spodbuditi k teku, tudi zdaj je začela zvečer teči, kar me zelo veseli, tako pač po celem dnevu. Ne vem, ko pač Elija zaspi, gre ona malo teči okoli, tako da se mi zdi to super, no. Ja, pač težko je verjetno enega, ki je čist antišportnik, pa enega, ki je športnik, združiti. Ampak ne vem, mogoče se najde pot, no. Ampak je pa, se mi zdi, bistveno lažje, pač, da se razumeta in na tak način sodelujeta v bistvu, ne. Pa tudi najbrž, dobro, Elija je zdaj majhen še, ampak najbrž boste v enem trenutku lahko tudi družinsko to nekako vpeljali, ne, tek spet. Ja, sigurno, ja. Saj pač, ne vem, ko gremo kdaj teč z vozičkom, pa tako, v bistvu, probaš si narediti, da ti otrok ni, pač, ne vem, da ne rečem breme, ampak pač vzameš ga zraven in pač greš z njima, ne. Da te ne ovira v bistvu pri stvareh, ki jih rad počneš, pač ga vzameš zraven, ne. Je sicer organizacijsko, kakor sem že prej rekel, težje, ampak se da, no, se da. Vse se da, ne, in tako kot si rekel, tudi podpirati, na primer, otroka, da dela to, kar čuti, ne, to še vaju čaka, ne, ko bo Elija še bolj začel te razvijati. Ampak zakaj za to govorim? Ker sem tudi nekje prebrala in slišala, da si ti v 2. razredu zvlekel skupaj izpod strešja, ne vem, tablo za koš, pa koš, si sam našraufal in potem nekako očeta prisilil v to, da v bistvu ustvari neko okolje za košarko takrat v bistvu. Ja, res je, ja. Ne vem, takrat sem dejansko en slab obroč sem najdel. Oče, mi ga boš našraufal, ja, bom. No, pa sem imel enkrat, ne vem, verjetno sem bil zelo neočakan, ne, in sem dobesedno nabil na eno tablo, pa je rekel, ne, tako pa ne sme biti, 2 ure kvrdila. No, in pa je bilo, tako da. Tako se je v bistvu začelo, no. Takrat sem prvič resno pol začel trenirati nek šport, to je košarka. Ja, no vidiš, moment, prelomnica, tako rekoč življenja. Ja. Bi rekel ti, Timotej, da si tekmovalne sorte v sebi ali kako
recimo ti handlaš z tekmovalnost? Vsak športnik ima mogoče neko tekmovalnost, ampak eni so bolj usmerjeni v zunanjo tekmovalnost, konkurenca, ne, pa to, eni pa bolj sami s seboj. Kateri tip športnika si ti? Ja, pač oboje malo, no. Zdaj ne vem, jaz veliko sem gledal teh dokumentarcev o Armstrongu, pa to pač, ki me je zanimalo, vsa ta zadeva zadaj, ne, verjetno vsi vemo, zakaj gre. On je rekel, pač jaz treniram zato, da bom njih premagal, ne. Pa to, kaj pa vem, no, saj verjetno je tudi rad imel kolesarstvo, sigurno je mogel imeti. Ker drugače ne bi vztrajal, no. Jaz mislim, da ga ni človeka, ki bi nekaj delal samo zato, da dokaže drugemu, da je boljši. Jaz pa bi rekel, pretežno prevlada to, pač, da to delam zase, ampak pač se borim tudi s konkurenci, tako da ne morem reči, da samo eno ali pa samo drugo. Pač oboje, neka kombinacija, ampak se mi zdi bolj je pomembno, da smo to do sebe, se pravi. Ne da tekmujemo s sabo, ker pa se bomo uničili, ne, ampak, ko bi rekel, na tak način, da se probamo izpopolniti, izboljševati, bolj v tem stilu, no, ne pa za vsako ceno preko sebe, tako, no, na tak način. Ja, konkurenca definitivno je neke vrste priložnost za to, da se lahko še izboljšaš, istočasno pa se mi zdi, da je tudi, da bi bilo kar malo brez veze, če ne bi bilo tekem, ne, ker ne, lahko ti skozi samo za sebe tečeš pa to, ampak če ni teh tekem, recimo zdaj se to kar pozna, ko je ta čas za korono in se dosti dogodkov in tekem odpoveduje in se mi zdi, da športniki kar malo vam manjka to okolje, kjer pač malo se primerjaš, lahko pa tekmuješ, ne, v bistvu. Sigurno, ja, pač konkurenca da nekaj, ko bi rekel, nekaj dodatnega, da daš več iz sebe, a ne. Zdaj pač ja, kdaj, ne, ponavljati to, ne vem, recimo dnevno, verjetno ni dobro, ampak je pa fino imeti tekmo, ne, saj vsakega, ki bi zdajle vprašal, je lačen tekme, ne. Ja. Je pa tudi, pač, ampak se spet tukaj, ne, treba se prilagoditi, ne vem, recimo jaz tudi kakšno, ne vem, lastno tekmo naredim, pa tako. Sicer ni to, ampak je pa nek približek tega, ne, tako da pač spet vse je v prilagajanju, vse je v tem, da zgledaš to z pozitivne plati, ampak ne z negativne, a ne. Da probaš nekaj dobrega potegniti, pač da ne jamraš, tako, no. Še enkrat, to je v bistvu najboljši možni nastavek v glavi, tako kot si rekel, ne, sprejeti okoliščine pa potegni z njih najboljše, ne. Povej mi še to, ti si relativno zelo mlad, pa so se ti že neke stvari v življenju kar zložile ali pa nastavile. Kaj si želiš za prihodnost, za sebe, za svoje življenje, za svojo družino? Kaj tebe v bistvu vodi v prihodnost? No, kaj bi rekel, da počnemo naprej, kar nas veseli. Da se imamo radi, da smo srečni, pač to je to, no, saj mislim, da pač človek mora biti zadovoljen v življenju in pol je vse lažje. Ne vem, zdaj pa delati za ene stvari, ki mogoče niso sploh pomembne, se mi zdi brez veze, no. Pač delaš zato, da živiš, ne pa živiš zato, da delaš, tako, na tak način, se mi zdi, tako imam pač jaz zastavljeno v glavi, in tega sem probal držati. Nekaj si malo prej omenil tudi, da se soočaš z podjetništvom, ne, se pravi, da se malo v te vode, razmišljaš tudi kaj v tej smeri, namreč ti zdaj, ne vem, si že magistriral na športni fakulteti, ne? Ne. In potem imaš kakšne načrte s tem, ali boš ostal bolj kot ne šport? Ja, zdaj pač cilj je pač seveda biti športnik, ampak pač vsi vemo, treba je preživeti. Tako da v bistvu tudi zdaj ta korona pač me je v bistvu prisila, da sem se začel poglabljati v to, a ne. Prej sem pač živel, ko bi rekel, ja, sem nekaj zaslužil tekem, pa tam, pa se je nabralo, a ne. Zdaj pa pač tekem ni, a ne. In pač zdaj, ja, sicer sem prvo malo sem pojamral, ne, znam valjda. Ampak pa sem rekel, lej, pač če ne boš ti zase poskrbel, ne bo drug, a ne. Tako da sem nekako zapeljal zdaj to stvar, zdaj pa čakamo. Čas tudi tle pač je, ko bi rekel, je lahko zaveznik, lahko je nasprotnik. Ampak hoče reči, da stvari rabijo čas, da dozorijo, no. Pa tudi se mi zdi fajn je premišljeno narediti, ne pa nekaj na hitro. Pa da je to, kar naredimo, da je pač, kako bi rekel, da je orang, no.
dobite izdelek, ki ga želimo. No. Tako, v bistvu ta potrpežljivost se mi zdi kar ključnega pomena, Ja. kadarkoli govorim s svojimi gosti o, recimo, predvsem o uspehu, pa o tej neki življenjski sreči, ki izhaja tudi iz neke varnosti, finančne, socialne, in da je v bistvu res pomembno, da je človek naredi, tako kot si rekel, stvari premišljeno, pa ne zaletavo, pa nekako na veliko vseeno, ne. Ja, tako je. Ja. No, super, zdaj mi pa še samo povej, kaj v tvojem življenju, veš, kaj me zanima, če je slučajno kdaj bilo tudi, če se je slučajno zgodilo tudi kdaj kakšen padec v tvojem življenju, s katerim si se res mogel soočiti in si se okrepil skozi to in si lahko potem zaradi tega danes pač močnejši človek, duhovno predvsem, mogoče tudi fizično, ne vem. Ja, sigurno. Pač predvsem je to na športni poti, a ne. Ko bi rekel, ne vem, pač ja, kdaj si, ne vem, pretreniran, preveč hočeš od sebe in v bistvu takrat ti gre dejansko vse narobe. Utrujen si, popolnoma nič nimaš energije, ne moreš funkcionirati, na vseh področjih si v bistvu pač slab, a ne. Mislim, nisi ti, no, tako bom rekel. Ja, pač skozi to grem, ne vem, mogoče tudi vsako leto, no, ne da sem pretreniran, ampak, ko bi rekel, nekaj preveč zahtevaš od sebe, ali pa imaš preveč aktivnih, mislim, preveč področij, na katerih si aktiven in pol se pač vsem nekaj polovičarsko posvečaš. Pač pa moraš enkrat reči dovolj je, pač se umiriti, ne vem, na novo zadihati, si vzeti kakšen dan pač za razmislek in pol naprej iti, no. Sigurno, pač ne vem, kako bi rekel, mogoče je tudi tista velika planina, koliko je bilo to, 17, ja, 3 leta nazaj. Jaz sem se, ne vem, že od decembra pripravljal, se pravi, to prvenstvo je bilo julija, sem se pripravljal, ne vem, delal res tako nenormalno kilometražo zame. Ampak kaj je bil, mislim, rezultat je bil pol samo to, da sem bil bistveno slabši kot predtem, zato ker sem preveč od sebe zahteval, bil sem utrujen, ne vem. Zjutraj sem vstal v bistvu bolj utrujen, kot sem šel zvečer spat, pač kot da bi me tovornjak povozil. Pa sem pač res, dejansko sem 5 dni nisem delal nič, pač fizičnega, mislim nič, pač ne da sem ležal pa lenaral, ampak nisem pač treniral. Pa sem pa počasi začel pač graditi naprej in dejansko še v istem letu sem pač naredil tako velik preskok in tudi naslednje leto in pač lani tudi. Tako da ja, v bistvu ta je bila mogoče največja težava moja. Pa tiste majhne, pač, ki so pa mogoče celo mesečno, no, ne vem. Kdaj je malo preveč, pa tudi ni v redu, kdaj je malo premalo, pa spet ni v redu. Tako da skozi je ta iskanje nekega balansa, ne, ravnotežja, pač tako kot v športu, tako povsod, no. Ampak se mi zdi, no, da se ravno skozi to tako izkušnjo, kot si opisal, ne, v bistvu se človek nauči, ne, da nič ne gre na silo, ne. Isto, ko smo se pogovarjala tudi na drugih področjih, ne vem, da v podjetništvu, na drugih področjih kariere, tudi v družini konec koncev, res premišljeno, umirjeno, v povezavi s sabo, pa v nekem ritmu realnega časa, ne, se pravi, ne prehitevati časa, ne. Ti, Matej, mogoče za konec še samo to, kot novopečena očka, imaš sina, kaj mu želiš najbolj od vsega predati za življenje? Kaj se ti zdi pomembno, da on ve? Jaz nisem toliko materialist, kot pa v bistvu, ko bi rekel, želim, ne vem, z Jasmino pač želiva mu odcepati neke pač lepe, ne, ko bi rekel, dobre moralne vrednote, no, pač, ne vem, absolutno si ne želiva, ne vem, da kadi, da pije, da take stvari. Pač, ne vem, spodbujala ga bova v športu, v tem, kar ima rad, pač, da bo, ne vem, ne bova ga omejevala preveč, ampak nekako dala mu smernice, a ne. Ne vem, tudi jaz se mogoče bom to zdaj rekel moralno sporno, ampak ne vem, to, da ne vem, nekaj prepoveš, se mi zdi najhujše, zato ker pol to otrok, okej, kaj pa je zdaj to mora biti nekaj ful tazga, da mi nekdo prepove, pač, ne vem, recimo, če dam zdaj tukaj alkohol za primer, a ne, jaz mu ne bom rekel, ne smeš piti, ampak bom ponudil možnost, glej, tako je, da ne bo potem, ne vem, zašel v neke take čudne vode,
pač na tak način, no. Se pravi, da ne prepoveš, ampak poveš, kaj je prav, v kakšni količini in tako podobno. No. Tudi, da si Tako da ja, pač omogočiti. Ja, tako je. Saj, to je pa pač prvo, ne. Starši smo otrokom največji vzor in kar ti počneš, bo verjetno tudi otrok. Tako da zdaj ne bom rekel, da bo on, ne vem, saj veliko ljudi se heca, ja, on bo vrhunski maraton, slej, ima tvoje gene, ima Jasmine gene, oba sta tekača, ampak pač on, če se bo odločil drugače, se bo drugače. Pač spodbujaš ga v tem, ne, in mu želiš pač najboljše, ne. Tako da to je to. Zelo je bilo fajn slišati od športnika tudi te neke stvari, kot je to borbe s samim sabo, pa na nek način to potrpežljivost, ki si se je naučil. In dragi poslušalci in gledalci Fajn podcasta, idite danes v dan za tem, premišljeno, v povezavi s sabo, nezaletavo in v zaupanju, da vi to zmorete. Timotej, hvala tebi za tvoj čas in lep dan. Čau! Enako. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.